smo v Prekmurju na enih od karavl bivše JNA. Kot vidite, to so prostori za vojake na mejnem delu med državama takratne Jugoslavije in seveda Madžarske. Po vojni so te prostore adaptirali seveda Slovenci, torej slovenska država, in jih dali gospe za 99 let. To je pri kraju Žitkovci oziroma Kamovci v Prekmurju, pa si poglejmo, kaj je ostalo od tega našega vložka davkoplačevalcev, da je gospa to dobila v najem za 99 let. Če pridete na to parcelo, boste našli tudi tole podatek, in sicer, da vas bo gospa zaradi motenja posesti prijavila pristojnim organom. To je tistim organom, ki so tej isti gospe oddali nekoč naše premoženje za 99 let. Upam, da vidite, vstop na posest obravnavamo kot motenje posesti po SPZ. No, pa si poglejmo te prostore, kako izgledajo zdaj. 19. aprila 2014. Ne samo to. Ti objekti oziroma te parcele imajo tudi še del ostalih prostorov, ki pa so seveda vsi zaraščeni in zanemarjeni. Če ni to sramota za državo, Slovenijo, pa res ne vemo kaj. Seveda za to ne ve niti gospod Jaklič, niti gospod predsednik države Borut Pahor, kaj šele predsednica vlade Alenka Bratušek. Mogoče pa bo gospod Jaklič našel neko osnovo, da bo gospe odpovedal najemno pogodbo, da se bo mogoče tukaj začelo namenjati te prostore nekim mladim generacijam, ki vejo, kaj bi s temi prostori počeli in morda zaslužili nekaj več denarja, kot ga ta gospa zdaj služi. Koliko je najemnina, ne vemo. Bomo pa izvedeli, se bomo ta prispevek poslali tudi gospodu Jakiču, da si jo ogleda. No, stopimo še nekoliko po tej cesti, kako pridemo do tega kraja. No, tu je izhod. Seveda so se potrudili in so to stvar poasfaltirali. Kot vidite, takole je to. Da ne boste rekli, da vam dodajamo nekaj, kar ni res. Na desni strani vidite sadovnjak in tudi na levi. Vse to sodi v to najemno pogodbo, ki ga seveda zdaj gospa ščiti z prej navedenim napisom. No, to si poglejmo, to je tole, to je dvorišče. In zdaj bomo prišli ven, no to je ta sadovnjak, ki bi zagotovo koristil tako mladim kot starejšim, a kot rečeno, zato seveda ne ve nihče, ki sedi v udobni pisarni v Ljubljani. No, sprehodimo se še do te glavne ceste, seveda ta asfaltirana, kot vidite, medtem ko je pa tista, ki povezuje to hišo, makadamska. Samo da se sprehodimo in pridemo med polja, da boste videli, o čem govorimo. Smo, kot rečeno, v kraju, v bližini kraja Žitkovci, tako piše tudi na tabli. No in to je ta del glavnega vstopa, kjer piše takole. Tako mi ravnamo s svojim premoženjem.